V 90-ih letih, ko smo vzpostavljali svojo državo, je bila škofijska avla v Mariboru edina javna tribuna v celem mestu, ki si je upala prirejati prireditve, ki so pripravljale plebiscit in odločitev za samostojno Slovenijo. Na to sem še danes ponosen in tudi iz tega razloga si ne pustim vzeti države, za katero je tudi cerkev marsikaj naredila. Potem, ko so prišli na oblast v Sloveniji po padcu prve Demosove vlade, v glavnem politične sile, ki so razumele ločitev cerkve in države v smislu izločitve, torej stare iz socialistične Jugoslavije podedovanega načina razumevanja ločitve cerkve in države kot izločitve, so skušali to na celi črti tudi dosledno uveljavljati. Z velikimi težavami, z velikimi mukami smo prišli do zakona o verski svobodi in vsi dobro veste, kako je ta tudi zakonodaja na tem področju bila podvržena različnim proceduralnim postopkom vse do Ustavnega sodišča, zato da je sploh prišla v veljavo. Tu seveda se bomo vedno znova srečali tudi z neko polpreteklo ali celo še daljšo zgodovino, v katero se ta trenutek nima pomena spuščati. Vendar v temeljni listini, ki jo lahko preberemo pred našo ustavo, našo demokratično ustavo, obstaja tudi tretji odstavek, v katerem je rečeno, da se ločujemo ali odhajamo iz Socialistične federativne republike Jugoslavije tudi zaradi tega, ker so bile v tisti državi takrat eklatantno kršene človekove pravice. Pravica do svobodo veroizpovedi je gotovo spadala v eno izmed teh pravic in jaz trdim, da je pravica do svobode veroizpovedi lakmusov papir za svobodno ali nesvobodno družbo, za svobodno ali nesvobodno državo. Točno na izpolnjevanju v konkretnosti pravice svobode veroizpovedi se pokaže, koliko je v neki družbi tolerance, medsebojnega spoštovanja in koliko se spoštuje tudi religioznost. Veliki duhovi, tako imenovane laične države, tako imenovane sekularne države, kot je recimo nemški filozof Jürgen Habermas, so v zadnjih desetletjih pričeli ugotavljati, da ima religija za vsako družbo zelo pomemben konstitutivni prispevek, predvsem na treh področjih. Pri pomoči ljudem za iskanje smisla življenja, pri etičnih oziroma moralnih kriterijih, ki jih prispeva v neko družbeno sredino in tudi je relevanten sogovornik v vseh drugih družbenih oziroma tudi političnih vprašanjih. Vendar pod določenim pogojem. In ta pogoj je, da določena cerkev ali verska skupnost spoštuje demokratično, pluralno, laično, sekularno državo. Jaz mislim, da katoliška cerkev s tem v Sloveniji nima resnih problemov. V tem smislu bi rekel, da predstavlja institucijo modernega tipa in ne predmodernega tipa, to, kar ji velikokrat skuša se očitati. Prej je bila omenjena velika država, Združene države Amerike in vsi vemo, da je to od vsega začetka izrazito laična država, kjer je ločitev cerkve in države bila poleg Francije najbolj striktno izpeljana, vendar v Ameriki nima doben s tem težave, če predsednik Amerike priseže na Svetem pismu, celo na 2 je prisegal, pa tudi nima dobene težave s tem, če predsednik Amerike po prisegi gre k bogoslužju. Pri nas pa imamo s takimi primitivnimi zadevami veliko težav. In to govori seveda
o izjemno slabem stanju duha, v katerem se trenutno nahajamo.